Ja. Kot rečeno, se bom osredotočila na češke avtorice 3 generacij, o nekaterih smo že slišali, o Berkovi smo že, Aleksandri Berkovi smo že slišali, Lene Markovi in Omolovi, pa še Ivana Miškova, ki je tudi generacija Anne Bolove, oziroma pravo ime Anne Bolove je Bogomila Adamova. Najprej bi vam toplo priporočila, če vas zanima branje, ker to je, jaz imam tako zelo, ko se temu reče, eklektično predavanje, oziroma bom več stvari, 3 stvari nekako sem združila, ki mogoče ni, se pravi, bi vam zelo toplo vam priporočam, da preberete, če vas zanima branje, proces branja, če vodite bralne klube, Meta Grossman je pravi naslov, anglistka, profesorica, dolgoletna profesorica na ljubljanskem oddelku za anglistiko. Zadnji 2 monografiji sta Zagovor branja in Razsežnosti branja. Absolutno priporočam, preberite, zato ker naredi en tak zelo lep pregled o vseh teorijah branja, kar jih je obstajalo, plus aktualizira to na primeru pouka, šolskega pouka, kar pa se da aplicirati tudi na bralnem klubu. Če govorimo o procesu branja, sta Meta Grossman seveda to razloži na ena knjiga ima 300 strani, na 300 straneh. Jaz sem povzela 2 stvari, ki se mi zdi ta bistveni. S tem, da prvo bom morala dopolniti, ker si me spomnila na element, ki sem ga pozabila omeniti, Alojzija. Branje je sporazumevanje oziroma dialog, kar smo se že pogovarjali tudi na webinarju. Podobno kot govorno sporazumevanje je tudi branje sestavljeno iz 4, ne samo 3 neločljivih elementov, se pravi tvorca besedila, avtorja besedila, njegove intence, sporočila oziroma besedila, ki ima nek pomenski potencial, konteksta, kar sem pozabila napisati, konteksta oziroma sobesedila, bodisi sobesedila v smislu besedila in konteksta zunaj besedilnega konteksta in naslovnika, ki je bralec, ki s svojim kognitivnim vložkom realizira pomenski potencial besedila. In druga stvar, ki je zelo, oziroma kar bistvena, knjiga brez bralca je mrtev predmet. Avtor vselej piše za naslovnika, mimogrede tisti, ki pišete dnevnik, če dobro pomislite, dnevnik pišete za naslovnika zase, vi potem, zato da boste sami lahko brali, tako da ta definicija gotovo drži. In knjiga oživi zaradi bralčevega vložka. Kot rečeno, bralec realizira ali pa nekateri temu pravijo tudi konkretizira ali aktualizira pomen knjige tako, da ji vdahne oziroma doda, jo oživi s svojim lastnim izkustvom. Tako da branje nikoli ni le pasivno sprejemanje besedila, ampak nujno vključuje aktivno tvorjenje pomena, v kar mora bralec vložiti določen kognitivni napor. Zdaj pa branje, kot vemo, lahko beremo knjige površno. Prej že Alojzija govorila o tem, da sploh pri kakšni trivialni literaturi zdrvimo skozi knjigo, beremo samo oziroma sledimo dogajanju, pa kvečjemu še osebe nas zanimajo. V tem ni nič slabega, konec koncev smo se vsi morali tudi bralno socializirati oziroma se naučiti brati, ampak obstaja v knjigi še kaj več kot od dogajanja in oseb. Je pa to, iz česa to izvira, mene je to navdušilo, ko so to prebralo eni od knjig Mete Grossman, da so raziskovalci ugotovili, da verjetno ta naša radovednost, zakaj sploh beremo knjige in nas zanima to dogajanje in osebe, to je povezano s tem, da ljudje imamo, da smo naravno radovedni, to je prva stvar, in druga stvar, da nas zanimajo drugi ljudje. Ljudje smo družbena bitja, kar se je zdaj v času karantene, oziroma tudi zdaj ravno prejle, najbolj pokazalo, ko smo se videli po dolgem času, ko se nismo mogli osebno srečevati,
Mi potrebujemo človeško bližino in tudi, oziroma doživljati te zgodbe drugega. In lahko pa, se pravi, lahko beremo površinsko ali pa poglobljeno, kar pomeni, da smo bolj pozorni na različne prvine v knjigi. Lahko bi konec koncev to, kar je Lojzija naštela, kriterije, te kriteriji so krasni, tako da lahko smo pozorni na to, kako knjiga izpolnjuje kriterije kvalitete, literarne kvalitete recimo. Lahko smo pozorni na jezik, slog, lahko opazujemo način upovedovanja, pripovedne strategije, lahko pa recimo, če imamo težavo, da se preveč osredotočamo samo, ali pa da preveč površno beremo, lahko možgane tudi tako imenovano vržemo na finto, oziroma jih prelesičimo, tako da si zastavimo nek problem, neko problemsko izhodišče. In jaz sem si rekla, recimo, oziroma mogoče včasih je tudi obratno, pa še eno stvar moram reči, da poglobljeno branje ne smete imeti pred tem strahu. To zdaj ne pomeni, da boste vi, ne vem, vzeli knjigo s svinčnikom, podčrtavali. Predvsem se učimo, tudi kot otroke učimo brati, jih spodbujamo k temu z vprašanji, jih spodbujamo k razmišljanju v knjigi in na ta način se on postopoma uči brati poglobljeno, tako da v bistvu sploh ne razmišlja več o tem, da bere poglobljeno, oziroma da razmišlja o knjigi in to dela med procesom branja. Ko se izuriš kot bralec, ko imaš že dolgo kilometrino, sploh če bereš kvalitetno literaturo, kot je Aleksandra Berkova, ali pa če prevajaš, ker Diano, oziroma vse prevajalke, tudi Špela, Sevšek Šrabel, vemo, branje je najbolj natančno, oziroma prevajanje je najbolj poglobljen, natančen način branja, ker ne moraš prešpricati, moraš se poglobiti, moraš razumeti. Tako da, jaz sem si izbrala kot temo, oziroma kot to problemsko izhodišče ekolingvistiko, ker me zanima, sicer ne delam tega poklicno več, ampak sem študirala, oziroma me na fakulteti pritegnila lingvistika oziroma jezikoslovje, pa seveda ena glavnih tem današnjega časa, podnebna kriza, skratka svet nam razpada, je seveda v 21. stoletju je glavna tema ekologija. Tako da ta povezava, zakaj je ekologija in lingvistika, kakšno vezo ima to? Lingvistika je preučevanje jezika, pa ne mogoče toliko jezika, ampak bolj diskurzov, ali pa zgodb, načinov, kako govorimo in zgodb, ki se kažejo skozi to, kako govorimo. Se pravi, v našem, to, kako govorimo, odraža način, kako razmišljamo. In obratno, jezik, kako nekaj rečemo, določa način, kako mi vidimo svet. To recimo o tem različne smeri kognitivne lingvistike tudi govorijo. Tako da sicer pa je ekolingvistika razmeroma nova paradigma v jezikoslovju, šele od 80. let 20. stoletja se razvija, če sem prav zasledila, in kot rečeno, raziskuje jezik iz vidika človekovega odnosa do okolja in njegove interakcije s svetom, v katerem živi. Priporočila bi vam, zdaj sem jaz še malo zamudila, tole ni tako pomembno, se pravi, kot primer, recimo, kako lahko ekolingvistično si ogledamo stavek, konvencionalen stavek, krava daje mleko. Ekolingvist se bo pogledal ta stavek, pa se bo vprašal, ali krava v resnici daje mleko prostovoljno in ugotovil, da je resnica taka, da krava ne daje mleka, ampak da človek jemlje od nje. In v tem stavku vidimo, recimo, med drugim, lahko bi šla še globje, ampak na prvih pogled takoj vidimo, da je perspektiva gledanja
antropocentrična, oziroma je človek v središču, človek je tisti, ki gleda iz človekove perspektive, in da je to v bistvu eufemizem. Za človeka je značilno, da stvari, za katere ve, da niso čisto v redu, ne moralno, sploh recimo kakšne v zvezi z mesarsko, mesna industrija se reče, proizvodnja mesa. V resnici to ni nobena proizvodnja, ne. To ni, mislim, v resnici paralela iz industrije, iz proizvodnje predmetov potegnjena na svet, ki zadeva živa bitja. To so težke vprašanja, tako da človek recimo si tudi v jeziku včasih zatisne oči, tako da jih ne poimenuje ali pa preimenuje v kaj lepo zvenečega. Upozorila bi vas, če vas zanima ekolingvistika, je na spletu super kratek tečaj, za katerega, da pogledate videoposnetke, ne boste rabili več kot dobro uro. Aaron Stibbe iz Britanske univerze, ki ne znam izgovoriti tega imena, Gloucestershire, mislim, da se reče, predsednik oziroma ustanovitelj Mednarodnega ekolingvističnega društva. Naslov najdete pa, če vtipkate v Google Stories we live by, se pravi zgodbe, po katerih ali pa s katerimi ali pa v katerih živimo. Stories we live by. Toplo priporočam. Zdaj bi pa kar prišli, da ne bom predolga, na moje avtorice. Tukaj imate, tega ne bom vsega brala, pač dela, pri vsaki avtorici sem napisala letnico rojstva, pa potem dela, ki so prevedene v slovenščino za lažjo orientacijo. Aleksandra Berkova, tukaj se ne bi, zdaj, ker je že Alojzija jo predstavila, se jo ne bi še enkrat s čim se ukvarja, ampak se pravi njena analiza položaja ženske oziroma v patriarhalni družbi, če na kratko povzamem, je zelo pomembna. In ves čas njeni teksti nas ves čas spravljajo v začudenje in ker sem pred kratkim to ugotovila, ta pojem, kaj pomeni beseda potujitev, oziroma izraz ruskega formalista Viktorja Šklovskega, astranjenje. Potujitev je pojem, ki ga je uvedel Viktor Šklovski, pomeni pa to, da nekdo napiše na tak način, nekaj na tak način, da v bralcu zbudi začudenje. Se pravi, ne napiše nekaj konvencionalno in to Berkova, res se strinjam, res doseže. V naslednjem odlomku, ne bom celega brala, ampak tukaj sem hotela opozoriti, je seveda napisan na zelo nekonvencionalen način in opisuje žensko z metaforo iz sveta rastlin. Tako da jo moški, se pravi, hoče odžagati najprej glavo, potem pa jo hoče posaditi v cvetlično korito. Oziroma, tukaj je že odrezal glavo. Odrezal mi je glavo, dolgo mu ni šlo, nazadnje pa mu je le uspelo. Z odprtim vratom me je posadil v cvetlično korito, da bi pognala korenine. Pa kaj pol, drugi so večji reveži. On pa to mora narediti, pa saj je dec. Mora me šolati, mora mi obsekati jalove veje in jaz se moram truditi, da bi mu bila v korist. Moram se trdno zakoreniniti, vzcveteti in obroditi sadove, da bi bil lahko name ponosen, kako me je obvladal, že skoraj podivjano, da bi me lahko objel čez rame in rekel, prid sem, ti si moja punca. Torej sem se poslovila od glave, kaj pa je to takega, ena taka glava, po nepotrebnem mede, z veseljem poskusim brez nečega moti, itak je ne bom več rabila zdaj, ko sem z njim. Skratka, tukaj vidimo, ta kombinacija podobe, predstave oziroma slike, ko vidimo žensko brez glave, ki jo kot moški, kot rastlino hoče posaditi in njeno razmišljanje o tem, kaj bi sploh s to glavo in mislim, moram priznati, da jaz sem se v tem tudi prepoznala.
Čeprav seveda ne dobesedno, je ravno to je tisti užitek. Malo distance do sebe človek pridobi. Tako da v knjigi je še ogromno, v tej knjigi Temna ljubezen je še ogromno podobnih takih okvirov iz sveta narave, ne? Tako da tudi z živalmi, tam so še prašiči in tako naprej. Tako da res priporočam, mislim, ne da se tega povedati, to morate prebrati. Tako da priporočam, da jo preberete. Ne samo te knjige, oziroma vse 3 knjige, Trpljenje vdanega zmeneta, še pa knjigo z rdečimi platnicami, vsaka je drugačna, vsaka na svoj način krasna. Radka Denemarkova je 20 let mlajša od Berkove, v slovenščino je prevedenih zdaj že 5 knjig, pa še 200 v pripravi. In tukaj se bom pa lotila, oziroma bom nakratko malo nekaj stvari povedala o romanu Prispevek k zgodovini radosti, ki je v bistvu napisan na površini kot detektivski thriller, oziroma srhljivka z elementi romana noir. In ena od glavnih tem, ker pri Radki Denemarkovi nikoli niste ene teme, ampak jih vedno prepleta celo vrsto, ena od glavnih tem je položaj žensk. In nekako, ko sem razmišljala o tem, kako piše Denemarkova o patriarhatu, ki je glavni problem, sem razmišljala, da kot bi pisala o nekakšnem okvarjenem ekosistemu, ne? Ker opisuje zgodba se dogaja po celem svetu, to je, se pravi, gre ven iz Češke in jo opisuje na različnih časovnih ravneh, skupna točka so pa negativni učinki, oziroma kot da bi bila patriarhalna. Zdaj imamo podnebno krizo, ona pa piše v neki patriarhalni krizi. Zelo pomembno vlogo pri njej igrajo lastovke. In tukaj, kot vidimo v temle odlomku, čisto na začetku knjige, ptičja perspektiva, ne, ptice nasploh, so zelo pomembne v tej knjigi. Iz ptičje perspektive je vse brutalno preprosto. Spomin teles ne vara, lastovke letajo in si že stoletja pripovedujejo o človeških telesih tam doli. Se pravi, s tem uspe vzpostaviti neko distanco in s tem, ko si izbere s perspektivo stilizirane lastovke, ji ni treba več razmišljati kot človek, oziroma v tem smislu pripovedovalcu, ker tukaj govorimo o pripovedovalcu. Ptice imajo v tem romanu nasploh posebno mesto, kot rečeno, in zelo pogosto jih uporablja kot okvire za svoje junake. Recimo policista označi kot hudournika ptico, ki je podobna lastovki, ne, to sem jaz odkrila med prevajanjem. To je bila tudi dogodivščina. Diana, vodja skupine žensk, ki se odločijo vzeti pravico v svoje roke, o svojih najbližjih govori kot o lastovkah. Recimo takole, ne, o lastovki, eni lastovki, ki je ni več. Tisti tempo je bil samomorilski. To je bila prva lastovka, ki ni zdržala biti v neprenehnem letu. Prva lastovka, ki je padla, niso je več mogli vrniti zraku, ker ni imela moči dvigniti glave, razpeti peruti. Znebila se je telesa, ki je vseljevalo samo preteklost. Ingrid je z očmi uprtimi v dlan tolkla z odraslim kljunom. In tako naprej. Skratka, okvir več elementov enega področja prenese na področje žensk. V angleščini to je framing. Saj ne vem, če se to kot okvir prevaja. Moram še ugotoviti, kako se to pravilno prevaja. Tukaj bi rekla okvir. Skratka, to je Denemarkova. Zdaj pa drvimo naprej še na Miškovo, ki je tudi Ivana Miškova, mlajša avtorica, oziroma zdaj že srednja generacija, letnik 81, zbirka kratkih zgodb, Bele živali so zelo pogosto gluhe.
11 kratkih zgodb, ki so zelo različno dolge in imajo zelo pogosto, zelo močen potujitveni učinek. Se pravi, vsaj mene so ves čas presenečale, zgodbe so pogosto absurdne, tako zelo absurdne, da se človek zraven reži, čeprav prevaja. Tako da naslov Bele živali, kot že kaže naslov, je ta knjiga, ni še čas, ta naslov pomeni po avtoričinih besedah, je to metafora za notranji albinizem, notranjo gluhoto in slepoto, ki človeka oropata ravnovesja in ga pehata v odnose in okoliščine, ki mu škodijo in ga vodijo v pogubo. Te protagonisti, glavni junaki, so pogosto sanjači in ne vidijo realnosti in sebe, se pravi, sebe vidijo izkrivljeno, so ujeti v neke svoje fiksne ideje. Vztrajajo v kokonih, kot da bi se predali svoje strasti in razprli krila za metulji let, oziroma raje ostajajo bonsaj, kot da bi se razrasli v košato drevo. To se mi zdi, da se s tem lahko v naših kulturah, se pravi in češki in slovenski, obstaja te tendence, tako da ta knjiga absolutno se mi zdi, da nagovarja tudi slovenskega bralca. Živali, kot je že v naslovu, so zelo pomembne pri Miškovi in v zgodbi Klic Šišk. Imamo recimo primer junaka Richarda, ki na vse pretege hoče najti nek hobi, nekega konjička in da bi imel neko strast, ampak nič mu ne uspeva. In tukaj je primer, ko se je odločil za konjiček vzeti analiziranje šipkovih šišk oziroma bedeguar, se temu reče, po zgledu profesorja Velleiusa. No in seveda mu to ni šlo najbolj izpod rok, se pravi v tem smislu, da je medtem, ko je opazoval profesorja Velleiusa, kako uživa v tem, je ostajal sam ravnodušen. Ampak pride do preloma, ko se pravi ugotovi, da s temi šiškami ne bo nič, pa kupi psička kupi. In tistega psička želi podariti svoji ženi, samo ta žena je pa materialistka. Tako da ona reče, kaj mi bo ta cucek, toščene, imamo kar smrček, dobesedno. In Richard pomisli, ojej, potem pa ne smema imeti otrok, ker otrok gotovo z mokrimi plenicami gotovo ne bi preživel. In tega psička podari fantu, Iriku, ki ima bolezen, ki se imenuje progerija. To je taka bolezen, ki povzroča prezgodnje staranje in posledično tudi smrt. Tako da ta deček sicer na koncu res umre, ampak je pa Richard se odprl temu dečku, tako da je ravno zato, ker mu je podaril psa in ga srečal, da se njemu dobesedno je našel en svoj namen v življenju. Vsaka zgodba je na svoj način pretresljiva in taka, nekatere dostikrat so tudi hudomušne, gotovo niso sentimentalne te zgodbe Ivane Miškove. Ena je, kjer žival nastopa v glavni vlogi, Vonj po domu, v spredje postavi zgodbo ostarele psice Aste, ki se je družina, ki ima zelo potrošniško oprane možgane, preprosto znebi, kot da je stvar, ki jo lahko zamenjaš. Tako da s tem, da vse ni tako enostavno, ker neki ostanki še vesti še ostajajo. In še Ana Volava, isti letnik kot Ivana Miškova, piše povsem drugače. In jaz bi spet ne bom, ker je že Alojzija prej ogromno povedala, bi samo omenila, kaj je mene
nekako najbolj, v čem so se prepoznala, da ta junakinja Ana Bartakova nabira zelišča na debelo, za prodajo v odkupnem centru in prevaja za prevajalsko agencijo, tako da lovi morilsko kratke roke. Skratka, in tukaj je ena stvar, ne, ki vedno, mislim, isto kot pri meni, kljub trdemu delu, ne, delaš koliko hitro moreš, zaslužiš premalo za dostojno življenje, ker je seveda oboje podplačano, in si zmeraj prepočasen, nikoli ni dovolj, ne. Tako da to je genialno. In druga stvar, ki me je pretresla, je Anin odnos do narave. Tukaj sem se tudi našla. Ona dejansko lažje se razume, oziroma lažje razume drevo, kot pa ljudi. In mislim, da se v svetu, ki ga obvladuje neoliberalistična ideologija, to dogaja čedalje pogosto, mislim, sploh s kakšnimi egoisti, oziroma jih težko razumem. No? In recimo primer, recimo kako govori o orehu, ki raste na dvorišču. Reče mu stari tovariš, ne? In če bi, pa potem naprej, če bi znal govoriti, če bi ta znal govoriti, bi mogoče raje molčal in da mu šlo za življenje. Skratka, kot da bi govorila o človeku. Ali pa že omenjena lipa, stara lipa ob ribniku, katero ustreli strela. Bolova, oziroma Ana, ne Bolova, ampak Bartakova junakinja se pride od lipe posloviti, kot da bi prišla pač k nekomu, ki leži na parah. No. Obžaluje, da je ni bilo v njej, ko jo je zadelo, in si grozno želi, da bi jo še slišala. Skratka, žaluje za to lipo, kot da bi bila živa. To pa je v bistvu za vse. Hvala za pozornost.